Zdaj pa veste, o kateri že dolg nismo govorili, a se spomnite odbora 2014? Se spomnite? Oziroma popoldanskega krožka Aleša Primca, preden je zalaufal stranko. Mi smo se pred nekaj sezonom kar pozabavali z njimi. Mislim, ne smemo pozabiti to, ne? Da nam je odbor 2014 dal med drugim tole zgodovinsko zapuščino, ki me še zdaj razveseli nad vsak turoben in temačen dan. Janša je naš idol in heroj, Kučana pa na gnoj! Zdaj, odbor 2014 je bila prva inkarnacija zdolgočasenih upokojencev desne inklinacije, ki svoje proste dni preživljajo pred sodiščem in ovirajo promet. Za njimi so ustanovili še odbor 2015, ki je hotel ljudem dopovedati, da Kangler ni gotov. Odbor 2016 so preskočili, tako da kdo hoče ustanoviti, je še frej ime. So pa včeraj slavnostno ustanovili odbor 2017. Zdaj se ne vem ene stvari, če ste opazili, da bo leta 2017 čez 16 dni konc. Ne bi raje počakali, ne vem, na 3. januar, ko se streznite, pa ustanovite odbor 2018. Dobro, ker nimam pojma, zakaj bi kdo normalen v tem mrazu šel stati pred sodišče. V studiu vabim strokovnjaka za spontano zbiranje v imenu demokracije in diplomiranega Slovenca, Janeza Ivana Novaka. Radi vas imajo. Evo, pozdravljeni, gospod Novak. Hvala, Jezus. Poglejte. Me veseli, da ste me vprašali, a ne? Se vas nisem še nič vprašal. Kaj pa čakate, pol? Dobro. Gospod Novak, glejte, kot sem že omenil, se spet ustanavlja nov odbor, že tretji v zadnjih 4 letih. Vi ste strokovnjak za zbiranje starejših občanov, ne? Dajte mi povedati, zakaj rabimo še en odbor? Zakaj ne spremenimo letnice, recimo? Kot sem že na začetku dejal, me veseli, da ste me vprašali. Ja. Veste, spontano druženje in zborovanje ima v Sloveniji dolgo tradicijo. Od spontanih zapriseg na Plečnikovem štadionu, pa malo manj spontanih srečanj v Trenti, do tedenskih zborovanj pred Vrhovnim sodiščem. Sezona teh se je, hvala Bogu, če lahko pripomnim, ponovno začela. Hvala Bogu. Ja, komu pa? Kurcu? Gospod Novak. Gospod Novak. To je prijazna družinska oddaja. Kako se to izraža? Mislil sem Sebastianu Kurcu, gospod Godler, samo svinje svinsko mislijo. Dobro. Dajte mi povedati, čem je sploh bistvo tovrstnih odborov? Poglejte, gospod Godler, vsak zaveden Slovenc si mora nekajkrat na leto oprteti culico z malico in svetim pismom ter se odpraviti na pot. Naj bo to na Triglav, v Mercator ali pa pred katero od sodišč, na kateri ima obravnavo moj sojmenjak Ivan Janez Janša. Tega se zaveda tudi najbolj domoljubna stranka pri nas, ki zato vsako leto organizira tedenska romanja pred sodišče ali zapor, odvisno od začasnega prebivališča našega vodje. Ampak pri tem pa seveda poskrbi za malico in prevoz. Kleni, domoljubni Slovenci se lahko med sebi enakimi na to družijo, rajajo in hkrati protestirajo nedomoljubnemu sistemu, v katerega se infiltrira, ne boste verjeli, murgalska zalega. Gospod Novak, a vi hočete mi reči, da je odbor sam drugo ime za sindikalen oziroma strankarski izlet? A je to to? Hočem reči, ampak ne rečem. Lepo ste se izognili provokaciji. Kot pravi domoljubni Slovenc. Ja, ampak, dajte, zakaj pa recimo leta 2016 in večino leta 2017 ni bilo ustanovljenega nobenega novega odbora? To pomeni, da so se v tem času nekatere stvari vendarle izboljšale, da so šle na boljše. Poglejte, ne glede na to, kako klen Slovenec je, ne more biti na dveh koncih hkrati. Ne more istočasno protestirati pred Baumaxom v Šenčurju, pa navijati za velikega vodjo. Konec koncev je treba strateško porazdeliti energijo in moč, tudi kadre in presoditi, kje sta slovenska domoljubna pesem in noga najbolj potrebni. Ja, in trenutno ju bolj kot begunci potrebuje Janša. Me veseli, da ste se spametovali. Poglejte, volitve bodo čez pol leta in vsi vemo, da se na njih zmaga samo z ubranim petjem in pravim domoljubjem.
Dobro, da sprašam še to, če ste že tukaj. Predsedniška kandidatura vam je spodletela. Videli smo, da vam je Romana Tomc praktično ukradla predvolilni spot. Pa vendarle, boste na prihajajočih volitvah kandidirali na listi SDS mogoče? Gospod Godler, to je pa tako, kot da bi vas, če bi vas jaz vprašal, če vam je Kučan ponudil mesto na volilni listi SD. Jaz mi ga je, sam ne morem, ker takrat špilam golf. No, vse to sem rekel, ne? Kaj ste rekli? Pač to, ne? Je pa že zelo veliko ura, tako da jaz moram počasi iti na Triglav. Dobro, Janez Ivan Novak, spet hvala za nekaj novih minut popolne prisotnosti in odsotnosti smisla. Pa vesele praznike vam želim. Hvala, jaz pa vam želim, da vam vaš komunajzerski dedek mraz prinese vsaj pomarančo. To je naš YouTube kanal. Klikni na ta gumb in se naroči, da boš na tekočem. Polajkaj nas tudi na Facebooku in na Twitterju. Pa po pameti!